V tej peti in zadnji epizodi Prelomnic serije o tem, kako sta se Zahod in Rusija razšla, se poglobimo v to, kako se je konflikt v Donbasu razvil v širšo in odprto vojno, kakršno poznamo danes. Zakaj Rusija na bojišču taktično zmaguje, a je strateško že izgubila, ter kdo so zmagovalci in poraženci tega spopada, kot se je razvil vse do danes. V zadnjem desetletju je Evropa postala prizorišče nove vrste spopada, kjer so tanki in izstrelki le del orožja. Pravi boj poteka v senci z energetskim izsiljevanjem, kibernetskimi napadi, zavajanjem in preoblikovanjem celih družb. V tej luči je treba razumeti, kako je, ko se je spor v Donbasu utrdil v krvavem mrtvem teku, leta 2020 izbruhnila Belorusija po še enih volitvah, ki jih je znova dobil avtokratski predsednik Aleksandr Lukašenko. Množični protesti proti volitvam, ki so jih mednarodni opazovalci razglasili za prirejene, so v Moskvi povzročili tresljaje. Za Kremelj je bilo tveganje temeljnega pomena. Če lahko zdrsne Belorusija, lahko tudi druge postsovjetske države. Rusija je odločno posegla, s čimer je nakazala, da nadaljnjega zahodnega zavezovanja ne bo trpela. Do leta 2022 je Rusiji potrpljenje z donbaških zastoj pošlo. V Kremlju so videli, da se Ukrajina nepovratno pomika EU in NATO in zapušča Donbas svoji ruski usodi. Rešitev? Hiter, premočen udar z namenom zamenjave oblasti v Kijevu in zaustavitve zahodnega približevanja. A načrt se je hitro sesul. Ukrajinski odpor je bil srtit in učinkovit, ruske sile pa so zaradi oskrbnih zlomov in slabe usklajenosti obtičale v izčrpavalni vojni. Zahod, sprva skeptičen do možnosti Ukrajine, je osupnil ob razsežnosti ruskih slabosti in trdoživosti ukrajinske družbe. Že mesec kasneje, marca 2022, sta obe strani v Istanbulu iskali hiter konec spopada. A žal so pogajanja propadla. Ne le zaradi pritiska Zahoda, temveč ker ruske zahteve niso bile sprejemljive. V nasprotju z razširjenim prepričanjem v Istanbulu nikoli ni nastal dokončni dogovor. Kar je bilo začasno potrjeno v Turčiji, je ruska stran nato spremenila z dodatkom, ki je bil za Kijev razumljivo nesprejemljiv. Na kratko, Moskva je želela mirovni sporazum, ki bi jamčil ozemeljsko celovitost nevtralne Ukrajine, a s pastjo, klauzulo, da bi morale vse države podpisnice sporazuma, ki bi jamčile za ukrajinsko ozemeljsko celovitost, tudi sama Rusija, odločati o vojaški obrambi v primeru ponovnega napada le s soglasjem, s čimer bi varnostna zagotovila izničila, saj bi Moskva lahko z vetom preprečila vsak mednarodni odziv, če bi znova napadla Ukrajino. To bi Ukrajino pustilo brez obrambe. Tako, ko je Zahod namesto vztrajanja pri dogovoru ponudil podporo za nadaljnje boja, je Kijev sklenil, da ni izvedljive diplomatske poti. Ker zamenjava oblasti ni več prišla v poštev, je Rusija prešla na izčrpavanje, opirajoča se na večje prebivalstvo in industrijsko osnovo proti precej manjši in šibkejši Ukrajini. Dve prednosti, ključni za vojno, načrtovano na dolgi rok. Novi cilj, utrditev nadzora nad jugovzhodom Ukrajine, Novo Rusijo, območjem z globokimi zgodovinskimi vezmi z Rusijo, ki ga je Lenin vključil v sovjetsko Ukrajino, da bi uravnotežil bolj nacionalističen Zahod. Po ruski revoluciji je Lenin Ukrajino priključil industrijska središča Novorusije, Donetsk, Lugansk, Kherson in Odeso, ne iz etničnih razlogov, temveč za utrditev sovjetske oblasti. S tem je zagotovil gospodarsko vzdržnost Ukrajine in bolševikom delavsko bazo, ključno za širjenje sovjetske moči, zlasti ob upoštevanju pretežno kmečkega zahoda Ukrajine. Moskva se danes sklicuje na to zgodovino, da utemelji svoje vojne cilje. Do leta 2025 pa je Rusija tako razširila nadzor od Krima in Donbasa do Kopenskega mostu ob Črnem morju, vendar je bil vsak pridoljen kilometer trdo izpolnjevan in drag. Ruski pohod ni bil zgolj vojaški, hibridno bojevanje je postalo osrednje. Energenti so bili uporabljeni kot orožje z zapiranjem plina in dvigi cen, je to zamajalo evropska gospodarstva. Kibernetski napadi so merili na infrastrukturo, medtem ko sta zavajanje in vmešavanje v volitve razjedala enotnost Zahoda. Članom desnih evropskih strank, kot so Nacionalni zbor pod vodstvom Marine Le Pen v Franciji, Alternativa za Nemčijo pod vodstvom Alice Weidel v Nemčiji
in Liga pod vodstvom Mattea Salvinija v Italiji so očitali povezovanje z ruskim vplivom ali celo moskovsko financiranje. Zahod je odgovoril s sankcijami, vojaškim utrjevanjem in naglo zamenjavo ruskih energentov, pogosto z dražjim in manj zanesljivim ameriškim utekočinjenim plinom, kar je imel močan negativni vpliv na gospodarsko podobo Evrope. Kdo je pridobil? Kitajska se je pokazala kot največja zmagovalka, saj si je zagotovila poceni ruske energente in odvisno Moskvo, pri tem plačuje v juanih, ki jih sama tiska, in širi svoj vpliv v svetu. Združene države so prav tako imele korist. Pretrgale so vizije Evrope z ruskimi energenti in EU naredile bolj odvisno od ameriške varnosti in utekočinjenega plina. Če bi poleg tega dosegle še ponovno približevanje z Rusijo, bi ZDA pridobile trojno prednost. Evropo potisnile v izrazitejši podrejeni položaj, v Rusijo spremenile iz nasprotnikov partnera in vse to storile tako, da bi Bruselj in Moskva ostala deljena. V zadnjem času ZDA tudi odkrito služijo z vojno. Namesto darovanja orožja Ukrajini ga sedaj prodajajo in tako dosegajo, da zanj plačuje Evropa. Rusija je, čeprav počasi vztrajno taktično napreduje na bojišču, strateška poraženka. Vojaško razgaljena, diplomatsko odrezana od Zahoda in vse bolj odvisna od Kitajske. Čeprav bo verjetno iz spopada odšla z novim ozemljem, se je pokazala vojaško precej šibkejšo od pričakovanega. Ukrajina je izgubila ozemlje in prebivalstvo ter je nedvoumno glavna žrtev te vojne. Evropa pa je izgubila energetskega partnerja, gospodarsko konkurenčnost in strateško samostojnost, za katero je menila, da jo ima. 30 let soočenja je pustilo tako 7 ključnih spoznanj. Prvič, Zahod, zlasti Združene države, je rinil vedno globje v ozemlje, katero je Rusija smatrala kot svojo sfero vpliva, s čimer je Moskvi vzbudil občutek, da je stisnjena v kot in da je surova vojaška sila njen edini izhod. Drugič, videli smo spopad dveh imperialnih logik. Zahod se je širil prek mehke moči in atraktivnosti družbeno-gospodarskega modela, Rusija pa se je opirala na državno moč in vojaško silo. Tretjič, Rusija je sama hranila strah svojih sosed. S sklicevanjem na načelo zaščite Rusov v tujini je obujala spomin na pretekle invazije. Od Pridnestrja do Gruzije do Ukrajine je to postalo izgovor za vojaške posege. Četrtič, odgovornost je deljena. Zahodu ni mogoče očitati, da je sprejemal narode, ki so se mu iskreno želeli pridružiti, vendar je njegova širitev poglabljala rusko negotovost in utrjevala odločenost Moskve, da je vojaška reakcija nujna. Petič, Evropa bi lahko veliko pridobila s tesnejšim sodelovanjem z Rusijo, a Washington se je temu vedno upiral. Združene države so se bale berlinsko-moskovske osi, kar bi lahko obvladovale Eurazijo, in so sledile starim pravilom NATO. Američani notri, Rusi zunaj in Nemci spodaj. Šestič, mir je tisto geopolitično polje, na katerem je Evropa najmočnejša. V miru evropska mehka moč privlači in prepričuje. V vojni pa prevlada trda ruska moč. Evropa ostane odvisna od Združenih držav Amerike in odrezana od ruskih trgov in virov. Sedmič, iz povedanega sledi, da je resničen interes Evrope v iskanju dogovora. Militaristični glasovi v Bruslju ali Talinu, kot sta Ursula von der Leyen in Kaja Kallas, kličejo k neskončnemu spopadu. Toda soočanje bolj opolnomoči Washington in Peking kot Evropo. Kar Evropa potrebuje, je skupna celinska varnostna zgradba z zagotovili tako za Rusijo kot njene sosede. Le tak dogovor lahko Evropi prinese vzvod, samostojnost in blagostanje. Evropa danes stoji pred izbiro nadaljevati vojno, ki izčrpava Ukrajino, Rusijo in njo samo, obenem pa krepi ZDA in Kitajsko, ali zgraditi mir, ki Evropi vrne vlogo središča privlačnosti in vpliva. Tragedija tega razkola med Zahodom in Rusijo je v tem, da sta se v boju za varnost obe strani izgubili. Nauk iz Tatarske puščave, katero edino Bucati napisal med dvema svetovnima vojnama, je jasen. Čakanje na vojno zagotovi, da prej ali slej pride. Graditi mir pa je tisto, kar nas, posebej celotno Evropo, krepi.